Dr. Andrej Pengov je veterinar, profesor na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in sicer na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo. Je avtor mnogih prispevkov, mnogih učnih materialov za študente in študentke veterinarske medicine in v veterinarski medicini raziskuje mnoga področja. Izkristalizirajo se predvsem tri. Prvo je mastitis. Ukvarja se s prežvekovalci in z boleznimi mlečnih žlez. Ukvarja se z vprašanjem, kako skrbeti za živali, da je mleko higiensko neoporečno in varno. In varna hrana je že drugo področje, s katerim se ukvarja v sklopu veterinarske medicine, ampak danes se bova pogovarjala o zgodovini veterinarske medicine. Posegla bova torej daleč v preteklost. Lepo pozdravljeni. Torej, moje prvo vprašanje je, kdaj se je začela domestikacija? Torej, kdaj je človek udomačil žival in zakaj je izbral prav te živali, ki jih je izbral? Udomačitev ali domestifikacija živali je vezana predvsem na vrsto živali, tudi časovno in pa na razvoj človeške družbe, način življenja, zagotavljanja prehrane ljudi. Tako da vse skupaj se je začelo nekje sredi kamene dobe, se pravi v času, ko so bili ljudje kak lovci, nabiralci in si na ta način zagotavljali hrano in v takih pogojih tudi stalna selitev iz kraja v kraj. Je bila v bistvu edina žival, ki je bila za te pogoje primerna, je bil pes. Pes, vemo, prednik je volk, ljudje verjetno so razmerno pogosto prihajali v stik z volkovi in pa, kar je za udomačitev verjetno še bolj pomembno, tudi z njihovimi mladiči, ker edino mladiči so primerni potem, da se dejansko navadijo na človeka in potem pri njemu tudi ostanejo. Za vse ostale vrste živali so bili pa potrebni še drugi pogoji. Ti so pa nastopili nekje ob koncu kamene dobe, se pravi v neolitiku oziroma mlajši kameni dobi, kjer je prišlo do bistvenih podnebnih sprememb. Konec je bilo ledene dobe, se pravi podnebje je bilo ugodno, tudi za rast rastlin na primer, tako da so ljudje začeli s poljedelstvom, kar jim je omogočalo, da so se stalno naselili in potem začeli postopoma udomačevati tudi ostale vrste, drobnico, govedo, prašiče, šele nato potem tudi konje. In kakšne pa so bile potem posledice te udomačitve živali? A so bile vedno dobre ali so bile tudi slabe? Kajti vseeno gre za poseg v nek načrt, ki ga je narava predvidela. Sama udomačitev za živali prav gotovo zelo velik poseg, ki bistveno vpliva potem na njihovo življenje in tudi na pojav določenih bolezni. Prvo je že to, živali so bile pač iztrgane iz naravnega okolja in tudi te naravne populacije, se pravi, ni bilo več te naravne selekcije, kjer se nekje parijo in tudi potem preživijo samo najmočnejši osebki, tudi tisti najbolj odporni. Ampak je človek začel s svojo selekcijo, ki pa je bila praktično vsega začetka, pa do danes usmerjena predvsem v korist človeka, ne pa živali. Tako da, kar se je za živali spremenilo, da je samo bivalno okolje, gibanje, ki je bistveno omejeno glede na naravne razmere in pa potem seveda tudi prehrana. V naravnem okolju živali pač jejo oziroma izbirajo po nekem nagonu tisto, kar potrebujejo, ali so to rastlinojedi, vsejedi, mesojedi, vedno sicer res tudi ni na razpolago v zadostni količini, vendar imajo še vedno možnost potem selitve, si poiščejo to hrano oziroma bolj ugodne pogoje, pri udomačenih živalih vsega tega ni in so pač odvisne od tega, kar jim da človek. To je pa lahko problematično, tako kar se tiče količinsko, se pravi kvantitativno, kot tudi kvalitativno.
ne. Recimo tudi pri nam nekje do 50 let prejšnjega stoletja, se pravi tam 70 let nazaj, so živali, saj v tem obdobju, ko ni vegetacije, se pravi zima, zgodnja pomlad, so stradale, a ne, ker dejansko ljudje niso bili sposobni pridelati dovolj krme za celo zimo. To je ena stvar, tega danes načeloma ni več. Druga stvar je pa potem, da je ta obrok dejansko prilagojen potrebam živali, ne. To je pa danes še bolj aktualno kot včasih, sta visoka proizvodnja, ali je to mleko, meso, jajca, karkoli, seveda zahteva tudi ustrezno prehrano. To in pa recimo, kar se samih bolezni pol tiče pri udomačenih živalih, dosti bolj pogoste in pomembne so postale kužne bolezni, pač velika populacija živali na omejenem prostoru, hitrejši prenos, širjenje, še zlasti velik pomen pri tem imajo bolezni, ki se tudi na človeka lahko prenesejo, pravi zoonoze, tudi parazitarne bolezni. Vsega tega seveda pri domačih živalih bistveno več, kakor spet v naravnem okolju. Kdaj pa je bila prelomnica, ko se je to empirično zdravljenje živali pri nomadih, pastirjih spremenilo v neko resno ukvarjanje, znanstveno ukvarjanje z boleznimi in s poškodbami? Se je to zgodilo blizu nas in kdaj? Glede na zgodovinska obdobja je bila ta povezava med veterinarsko in humano medicino dosti različna, ne. V začetku pradavnini in teh zgodnjih civilizacijah, na primer Mezopotamije, Egipt, tudi če to začetno antično obdobje, so se zdravljenjem pretežno ukvarjali svečeniki, ki so zdravili tako ljudi kot tudi živali. Lahko so bili že takrat specializirani za določeno vrsto, kakorkoli, ampak načeloma nekih posebnih razlik ni bilo, kar se vidi tudi iz teh klinopisov pa papirusov iz Egipta. Medtem ko potem v antiki, predvsem s Platonom in Aristotelom, je pa prišlo do neke prelomnice oziroma se je uveljavilo naziranje, da je človek neko posebno bitje v naravi, a ne, se pravi edino bitje z razumom, možnostjo razmišljanja in tako naprej, prav načeloma podoben bogovom, pač s tem, da ni nesmrten. In seveda potem je bila ta ločitev med človekom in živaljo, ne, dosti izrazita in posledično potem tudi ljudje, ki so zdravili ljudi, ne, se pravi zdravniki, so imeli en položaj, tisti, ki so se ukvarjali z zdravljenjem živali, pa drugega, ne. In to potem je šlo v antiki, srednji vek, tudi še renesansa in naprej, nekje do začetka 18. stoletja. Takrat se v Evropi pojavlja ne sicer prvič, ampak v takem obsegu pa zelo velika epidemija goveje kuge. Govedo v tistem obdobju je bilo za človeka izredno pomembno. Ne samo zaradi mesa in mleka, tako kot danes, ampak predvsem tudi kot delovna sila, vir gnojil, pa tudi ostalo, roževina, kože in tako naprej, ne, vse to. In takrat, to je bila izredno kužna bolezen, se pravi, v zelo kratkem času je zbolelo in tudi poginilo veliko število živali in takrat so oblasti dejansko spoznale, da rabijo ljudi, ki bi se na te zadeve spoznali, tako kar se tiče zdravljenja, predvsem pa preprečevanja teh bolezni in se je izkazalo, da takih ljudi v bistvu ni, ne, ker zdravljenjem živali praktično od antike naprej so se potem ukvarjali bodisi lastniki sami ali pa neki pastirji, oskrbniki živali, konjušniki potem v srednjem veku in tako naprej. In takrat potem v 18. stoletju se začne potem tudi ustanavljanje veterinarskih šol in tako naprej. Je pa dejstvo, da nekje do konca Prve svetovne vojne s temi najpomembnejšimi področji veterine, se pravi kužne bolezni in pa nadzor živil, so se ukvarjali zdravniki.
zdravniki, šele potem so to prevzeli veterinarji. Kaj počnete vi trenutno kot veterinar, raziskovalec, znanstvenik? Se pravi, vi imate itak ves čas, imate pred seboj žival, bolezni živali, poškodbe živali, zdrave živali, primerno okolje za živali. S čim se ukvarjate trenutno? Ja, zdaj naša fakulteta je mogoče malo drugačna kot večina ostalih iz tega vidika, da v okviru fakultete deluje tudi veterinarski inštitut in pa tudi različni laboratoriji, tako da se ne ukvarjamo samo s pedagoškim delom, ampak tudi vsak dan tudi z rutinsko diagnostiko, seveda tudi z raziskovanjem, tako da so te stvari dosti povezane. Kot rečeno, sem mikrobiolog, tako da pretežno se s tem ukvarjam, še zlasti z vnetji mlečne žleze, tako znanstveno kot potem tudi strokovno. Je pa mogoče par besed še o samem poklicu veterinarja. Tako kot vsak poklic ima tudi ta dobre in slabe strani, kot ravno pri veterini, če se gleda nekje z neke razdalje, mogoče izrazito te dobre stvari prevladujejo. Ko enkrat to res delaš, vidiš, da tudi v tem primeru ni ravno tako, ne. Veterinarji pri svojem delu se tudi z manj prijetnimi stvarmi srečujemo, ne. Mučenje živali, zloraba živali, klavnice in tako naprej, ne. Pač vse te zadeve sodijo zraven. Mogoče še ena zanimiva stvar v zvezi s poklicem veterinarja je to, da to je edini poklic, ki je v zadnjih 50 letih iz 90% moškega prešel na to, da imamo zdaj 90% žensk. Čemu pa to pripisujete? Ali imajo ženske več empatije kot moški? Ali... Eno je to, drugo je to, da je veliko zanimanje za vpis na študij, ne samo pri nam, to je tudi povsod drugje zelo podobno. Se pravi, pri vpisu se pač upošteva uspeh v srednji šoli, maturi, kjer so punce praviloma boljše. Seveda so tudi fantje dobri, ampak tisti, ki so dobri, se redkeje odločajo za poklic veterinarja, pa kakšne tehnične ali kakšne druge stvari, tako da dejansko je prišlo do tega, pri nam vpišemo vsako leto 60 študentov in vsaj 50 je punc. A je to zaskrbljujoče ali je to dobro, da se tako feminizira ta poklic? Ja, gotovo nima samo dobre stvari, ne. Mislim, pa ne, da so zdaj tule neke omejitve glede na spol, da ženske ničesar pač nikakor ne bi mogle delati, to ni res, ne. Imamo tudi zelo uspešne veterinarke na terenu, ukvarjajo z velikimi živalmi, delajo na klavnici, pač vse, kjer so veterinarji. Je pa res, ne, da je pa večina študent, ki se vpiše na veterino, ima, ne vem, neke druge želje, predstave, kakor so potem mogoče te dejanske potrebe po kadrih ob zaposlovanju. In kot ste prej rekli, soočate se ne samo z lepimi stvarmi, ampak tudi z težkimi stvarmi. Tudi sigurno, ne. Sigurno, ampak ravno to recimo pomeni, da seveda noben ne gre za to veterine študirati, da bo potem na klavnici celo življenje delal, gledal pač, kaj se tam dogaja, kakor se, ampak kljub temu ravno tam ta vloga veterinarja je izredno pomembna, ne, ker če tam ne bi bilo veterinarja, ne gre samo zdaj za pregled živali, živih in potem po klanju, ne, na prisotnost raznih bolezni, oziroma sprememb, ki bi lahko kazale na kakšne kužne bolezni ali pa neustreznost mesa, ampak seveda tudi za samo ravnanje z živalmi, ne, ker veterinar je tisti, ki na klavnici pač mora skrbeti, ne, da to delo poteka v takih okvirih, ki so pač v danih pogojih za živali najbolj primerni, ne, oziroma da jim
najmanj neustrezne. Najmanjše trpljenje. Ne? Ker sedaj pa moramo se zavedati, da če nas je nekaj ljudi, ki to pač ne maramo, zavračamo, kakorkoli, zaradi tega jutri klavnice ne bojo nehale obstajati. Ne? Zanima me, kdaj ste se vi odločili, da boste veterinar? A je bilo to že v rani mladosti, a se je kaj zgodilo, je bil to kakšen poseben dogodek ali je pač tako naneslo? Ja, zdaj živali smo sicer res ko smeli doma, pa nič posebnega, pse, mačke, kanarčka, kaj tacka, ne. Tako da, ne vem, na živali sem od malega bil navajen, sicer kot otrok sem živel v mestu, takrat je bila občina center, tam ob Grubarjevem prekopu, ampak tam konec 60-ih, začetek 70-ih let so bile tudi še tam kmetije, ena je bila na gradu, ena takoj čez vodo, tam nasprot botaničnega vrta s kravami, konji, vse, kar zraven spada. Ampak potem v gimnaziji, v 3. letniku mi je umrl oče, delal je na banki in je skozi razlagal, on je bil sicer ekonomist, ne, ampak da za pravnike pa v redu, a ne, pa koliko jih rabijo, pa kakšne fajn službe dobijo in tako naprej in sem se jaz vpisal na pravo. Sem bil pa prva generacija, ker smo vsi po končani maturi, hodili na Poljansko gimnazijo, smo šli v vojsko za 1 leto. Ne? In med tistim letom, enkrat, ko sem bil na straži, tam nekje v skladišču pri Čupri, gledal zvezde, se nekako spomnil, da bi pa vseeno bilo mogoče fajn, če jaz ne bi bil pravnik, ampak veterinar. In sem naslednji dan mami napisal pismo, mobitelov takrat še ni bilo, in jo prosil in me je pol res šla pripisati na veterino in ko sem prišel potem z vojske nazaj, sem začel študirati in mi ni bilo žal, ne. Čeprav je pa po drugi strani res, ne, da je pač tako naneslo, ne morem pa reči, da si ne znam predstavljati, da ne bi mogel tudi kaj drugega delati, ne. Jaz sem pač veterinar in zadovoljen, se da pa tudi v drugem poklicu. Se pravi, pogledajte treba v zvezde in potem vam zvezde povedo, kaj je vaš poklic. In vam so povedali, da ste veterinar, če bi pa kje drugje pogledali zvezde, bi pa lahko bilo drugače, to dopuščate. Najlepše se vam zahvaljujem za ta pogovor. Izvedeli smo, da je biti veterinar pravzaprav tako lepo, kot tukaj tudi težko. Delo je lahko zelo različno, raziskovalno, znanstveno, praktično in primerno je tako za ženske kot za moške. Najlepša hvala.